Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vsi mi si želimo, da že pride ta pomlad, ta krasna, čudovita pomlad, ki je po tradicionalni kitajski medicini čas jeter. In ravno zdaj februarja smo nekako v tem prehodu, ko se zima poslavlja, majčkeno kakšne dneve že vokamo pomlad. In kot smo rekli, tradicionalna kitajska medicina je veda, ki je stara nekaj 1000 let in zelo konkretno govori, v katerem obdobju je čas za kateri organ, kateri zvok, kaj to pomeni, kaj je treba takrat delati, katere točke je treba pritisniti in kako je treba telo vaditi. Danes boste izvedeli vse to ravno za ta čas, v katerem se nahajamo. V moji družbi pa dr. Yao Junhao, Miha Virant, ki nam bo to vse lepo prevedel, in pa Martin, trener olimpijskega dvigovanja uteži. Pravilno. Jej, pravilno. Miha, za sam začetek vprašanje za dr. Java. Torej, rekli smo, da zdaj smo v tistem zadnjem delu zime, malo se že spogledujemo torej z samo pomladjo. Pomlad bo čas jeter. Kje smo pa dejansko zdaj? 我们现在2月份是在什么情况？ 对，按中医讲，2月4号就是春天开始了，2月份的4号就是立春。 Po lunarnem koledarju glih 10. februarja se začne pomlad, oziroma je prvi spomladanski dan. Tako da zdaj smo glih na tem prehodu iz zime v pomlad, oziroma v tradicionalni kitajski medicini, iz mirovanja v gibanja. Kakor je pozimi bolj čas za mirovanje, pa mogoče bolj meditacijo, dihalne vaje, jogo, pa z prihodom pomladi pa pride čas za več gibanja. Ja, verjamem, glede na to, da je Martin tukaj, nekaj na to temo definitivno bo, ker vidim, da ima pripravljene tudi uteži, boš demonstriral kasneje, ne? Torej, kaj nam v tem obdobju, v tem prehodnem obdobju svetuje dr. Yao Junhao iz ordinacije tradicionalne kitajske medicine? 冬天的时候我们是讲收藏，是要减少活动，可以多吃一点肉食。 但是到春天的时候，我们就要慢慢的开始多活动，然后要少吃一点肉类。 Dr. Yao pravi, da v času zime imamo lahko, ko bi rekel, moramo več počivati, pa lahko uživamo tudi več mesa. Medtem ko pa z prihodom pomladi je pa bolj, da vnos mesa zmanjšamo, pa začnemo več gibati. Se pravi na takšen način. Pokazal, demonstriral nam bo tudi točke, ki se uporabljajo trenutno v sami akupunkturi, ki jih stimulira tudi pri akupresuri in pri drugih tehnikah tradicionalne kitajske medicine. Mogoče bi pa, Martin, zdaj ti nam tole pokazal, ne? Čeprav za mene tole zdaj ne bo primerno, ne? Taka telovadba. Ampak vendarle, kakšna je zdaj ta telovadba? To ni nek navaden fitness, ne? Ja, to je olimpijska disciplina, ki se imenuje olimpijsko dviganje uteži. Tekmujemo v 2 dvigih, se pravi v potegu, pa v nalogu in sunku. To ima z navadnim fitnessom zelo malo veze, ker je tehnično zelo zahteven in ritmično zelo zahteven šport, medtem ko je fitness izključna rekreacija. Ok, razumem, ampak vendarle stvari, ki jih boš pokazal, torej niso nekaj, kar boš počel doma, ampak je nekaj, kar dejansko potrebuješ enega trenerja, da ti pokaže, da se ne poškoduješ, ne? Tako, sicer so ljudje, ki se učijo sami, ampak od tega ni kaj dosti efekta, tako da je pametno imeti nekoga, ki dejansko ve, kaj dela. Ok, kaj nam boš najprej demonstriral? Poteg. Poteg. To je prvi izmed 2 dvigov, torej to bomo najprej videli, potem pa še nalog in sunek na moč. Evo, kar izvoli v demonstracijo, Miha bo pa malo pokomentiral še vmes, ne? Ja, mogoče bi jaz omenil samo to, da kakor je zima čas ledvic in ledvice so tiste, ki imajo čez kakor kosti. In pomlad je obdobje za jeter in tukaj pri olimpijskem dviganju uteži je zelo očitno to, kako energija, ko bi rekel, eksplodira gor. Kakor je pri qigongu mogoče kakšen gib, kako beli žerjav razpre krila, gre za tako, ko bi rekel, mogoče za zahodnjake bolj razumljivo, kako lahko energija, ko bi rekel, skoč gor.
ali pa ko pade dol, da pade na neko stabilno podlago. Wow, pa nič ni, nič zmatra, ne deluje. Okay. Se pravi, vidimo, da se pripravi in potem, dobro. Ja, Martina sem povabil tudi zaradi tega, ker je na Kitajskem študiral, treniral to dviganje uteži in Kitajci imajo tak zelo poseben način izvajanja. Wow, izjemno, Martin. Ja. Ti pa si ta prav krpan. Ja, že moram biti. Ne? Že moraš biti, a ne? Tako je, pač fizična moč je del tega športa. Odlično, odlično. Sem vesela, da imajo tudi ljudje v Sloveniji možnost, da dejansko pridejo do tega znanja in seveda, da to tudi upravljajo vse skupaj. Zdaj boš pa še model za akupunkturo, ne, Martin? Zato sem tukaj. Ja, evo, super, odlično. Evo, kar izvoli. Doktor Jao, mi dva pa se bova kar približala Martinu, pokazali, demonstrirali boste določene akupunkturne točke, torej, kar izvolite. Torej, katere so tiste akupunkturne točke, s čim so dejansko povezane, kar bo demonstriral doktor Jao? 还有你可不可以介绍一下刺激什么穴位？春天的话，主要是增强它的肝，或者说调它的肝，这样的话就会对它整个春天都很好。是什么穴位？ Takole, torej iglice bo seveda dr. Jao Junhao potreboval. Te iglice so zelo, zelo tanke, kaj ne da, Miha? Mislim, da 0,3 mm je primer. Tako da pravzaprav zelo težko točno poiskati pravo točko. Ampak doktor bo stimuliral točko, ki nekako vlada sferi vpliva jeter in s tem tudi vlada kakor kitam. Aha, kitam, okej. 在春天的时候，可以补它的肝，也可以激发它的阳气。比如说，我现在去扎这个合谷，就是可以帮助它补它的气，增强它的阳气。Ta točka Hegu je točka, ki dopolni yang chi oziroma yang chi energijo. To je ta energija, ki, ko bi rekel, ki se dviga. Tukaj jo je dal, ne? Ja. Tukaj na tem predelu, dobro. 然后我可以扎这个三阴交，三阴交因为它是三根阴经嘛，太阴、厥阴、少阴的交汇处，这个也是可以帮助补它的，也有帮助它调肝的作用。 Da potem pa še kot yin in yang, kakor je na roki yang, pa je na nogi yin, je pa ena točka, ki je križišče treh yin kanalov, med drugim tudi jeter. Tako da po eni strani je, da se dopolni sfera vpliva jeter od spodaj, po drugi strani pa da se lahko dvigne višje. Odlično. 脱它的袜子了，可以吗？你问他。 Ja, nogavico, a ti da lahko nogavico da? 好好。 Martin, ti si opazil, da imaš dve različne nogavice? Ja, je opazil. Ok, v redu. Jaz tudi včasih tak, nič sem si kiri. Vse si sam na televiziji, zdaj bojo vsi vedeli. Če te bo mama gledala, te bo okarala, ko boš prišel domov. 然后 Nalašč pravi, da dela nalašč. 这个肝的经络嘛，是从脚上走上去的。 Meridian jeter se dviguje iz stopal gor. 所以这个太冲穴是肝最重要的穴位。 Najpomembnejša točka na meridianu jeter je tale. Mislim, da je kakor tretja točka po vrsti, Tai Chong. Oziroma je točka, ki lahko preplavi telo z energijo, oziroma je točka, ki požene energijo po telesu, zato da hitreje, da močneje kroži. 所以简单的讲，扎这几个穴位就够了，帮助补它的阳气和调它的肝经的肝血。 Enostavno rečeno, bi bile te točke dost, zato da se, ko bi rekel, malo stimulira sfera vpliva jeter plus ta chi jeter. Okay. Se pravi, smo kar na jetrih konkretno. 对，然后我们治疗的时候，还可以这样刺激一下它的经络，这样的话作用更强。 V času terapije doktor lahko tudi še malo dodatno stimulira akupunkturne iglice, da jih malo vrti, ali pa še dodatno, kakor zbada, zato da je učinek akupunkture močnejši.
Aha, dejansko, ok. Ja, malo je razlika, ne, a hoče dopolniti energijo ali pa je energije preveč, pa jo hoče, ko bi rekel, stran dati. Glede na to je pač odvisno, v katero smer vrti oziroma koliko močno iglica ustavi oziroma koliko hitro jo potegne ven. Odlično. Doktor Jav, jaz predlagam, da se usedeva nazaj. Če en cajt zvoniš, ja. Sama iz prakse že vem, da ko se pride na akupunkturo, je potem kakšnih, koliko Miha, 20 minut, pol ure? Ponavadi okrog 30 minut. 30 minut. 30 minut zdaj, se pravi, počivamo iz tem iglicam in delajo svoje. Ja, ja. Načeloma je to. Mislim, nam se zdi idealna kombinacija ta, recimo 2-krat na teden trening, telovadba, gibanje in recimo 2-krat na teden, sorazmerno gledano, kakor počivanje. Ampak počivanje z nekim namenom okrevanja. Ne, ker tle, kar akupunktura počne, je to, da samo malo preureja ali pa pač preusmerja energijo. Ne, nima nobenih stranskih učinkov, sigurno nič ne škoduje, lahko pa človeku pomaga, da doseže neko optimalno učinkovitost. Ok. Zdaj, videli smo tukaj Martina dejansko, ki je v top fizični formi, trener tega ljudi uči, jih spodbuja k zdravem načinu življenja, ki ga živi tudi sam. In vemo, da ljudje, ki pridejo po pomoč k vam, pa če še pri njemu telovadijo, imajo tudi ugodnosti, oziroma tisti, ki pri njemu telovadijo, pa če še hodijo na akupunkturo. Ok, to se razumem. Ampak vendarle, ker pa sama zaradi drugih razlogov, torej zaradi nosečnosti, prihajam k vam, pa velikokrat vidim zelo bolne ljudi, pa tudi v zelo slabem fizičnem, mentalnem, psihičnem stanju dejansko, da pridejo k vam po pomoč, da pridejo na akupunkturo, da pridejo po akupresuro. Moram reči, da manjkrat vidim ljudi v taki formi, kot je Martin. No? Ja, to je pač narava tradicionalne kitajske medicine je bolj, ko bi rekel, bolj se ceni preventiva. In telovadba je sigurno en izmed tistih preventivnih močnih orodij. Je pa res, da v ordinaciji imamo pa večkrat ljudi, ki pridejo po pomoč takrat, kadar imajo kakšne težave. Ja. 就是诊所里面的还是有病人多，就是像这种健康强壮的人少，是吗？对对，是的，所以我说跟他只是做了最简单的调理一下嘛。 Zato je tudi recimo razlika pri takih kot je Martin, je terapija, ko bi rekel, bolj enostavna. Je samo 4 ali 5 iglic. Pri ljudeh, ki imajo kakšne težave ali pa bolezni, je že pregled, traja dalj časa, pa potem tudi izbor točk je večji. Okay. Zdaj prihajamo torej v čas jeter, se pravi v pomlad. Pomlad je pravzaprav čas lesa, ne? Ja. Tako. Ja. Imamo kar nekaj karakteristik, ki nam jih je pripravil doktor Jav, in sicer celo smer, pa vreme, pa yin organ, pa yang organ, pa čustvo, celo vokalni izraz, tale vokalni izraz, ne? Ja, slišimo? Ja, krik, ne? In zvok, in okus, in barva. Kaj bi to pravzaprav pomenilo vse skupaj? Da je to nekaj, kar prakticiramo, kar lahko, da se deremo, kričimo, karkoli. 说肝脏是神气，这是什么意思？对，在中医里面讲，肝是管理人的全部的情绪，所以我们就说肝主情志。 Po eni strani so jetra v tradicionalni kitajski medicini tista, ki uravnavajo kompletna čustva. Kompletna čustva. 像春天的时候，很多人都会觉得说，很累或者很焦虑、很着急、很容易生气，这个都是肝有问题。 In ker je nekako pomladni čas povezan z sfero vpliva jeter, se spomladi dostikrat zgodijo te spremembe v občutenju, kot je na primer spomladanska utrujenost ali pa razdraženost ali pa depresija. Ne? Je pa recimo bolj kot, da bi rekli, element les, gre za to, kar les počne. Ta sposobnost, da raste. Ne? Ta energetski vzorec je tisti, ki je podoben ali pa skladen med spomladanskim časom
pa sfera vpliva jeter. Ko tukaj vidimo, recimo, ne vem, tudi barva, recimo, ne ta, ne vem, pa zelena, Jense, pa Musa, okus grenko. Ali to pomeni, da bi Kuda, morali v Weidau. tem času Še bo začeti, še šlo. ne vem, se oblačiti bolj Čunke, zeleno Wamaninga je barvo, dočvan, Musa gledati, da ne vem, jifu. zelene travnike, ki bodo Kan kmalu Musa da zeleni Saudi. in jesti bolj grenke 吃 stvari. 苦味的东西。对，是可以。我们讲很多人春天出去旅游，就是在那个草地上面走一走，在中国叫踏青，就是去接近那个绿色的，是对身体很好。 Načeloma ja. Ja, na Kitajskem je v času spomladi, oziroma čim narava ozeleni, je to, da je, ko bi rekel, se splača ali pa je zelo dobro jeti takrat ven, pa ko bi rekel, uživati v tem. Katera stvar, ki jo počnemo ljudje v našem svetu, najbolj uničuje dejansko ta naša jetra in tudi ostale organe, ki so trenutno še v tem prehodnem obdobju malo bolj šibki? 对肝脏最不好的是什么行为？对肝脏最不好的就是很着急、很生气，还有像他刚才说的那个苦味其实是入心的，他刚才说的那个酸应该是入肝的，但是我们讲要有一个度，你如果不停的吃太酸的，就会对肝造成伤害。 Zdaj pri prehrani je to pač neka stopnja obstaja med tem, koliko grenko ali pa koliko kislo. Ne? Tle obstaja nek preveč premal, sicer pa za jetra, kar najbolj uničuje sfero vpliva jeter, je pravzaprav razpoloženje oziroma čustvena nihanja, kot naprimer bes, jeza, razdražljivost. Ne, sploh recimo, okay, pa sta dve različni obliki jeze, ena tista izražena ali pa tista neizražena. In ta neizražena jeza na dolgi... Bolj škodi, ne? Ja, sploh na dolgi rok lahko res, ko bi rekel, poleni jetra in s tem tudi kompleten... Ker jetra vladajo temu, kako energija kroži. Zdaj pa, če je to malo zatrto, pa bo tudi energija, ko bi rekel, zatrto krožila in slej prej se bo to poznalo na zdravo. Zdaj, v tradicionalni kitajski medicini, ko vidimo, da je dejansko, ne vem, vsak mesec vse to lepo neki v ciklih, v ritmu narave, gre dejansko, potuje zadeva in tak naprej. Ravno zdaj, v tem mesecu, katere težave se najboljše rešujejo pri zdravniku tradicionalne kitajske medicine, ali z akupunkturo, ali z akupresuro? Kjere težave? Ker vem, da imaš obdobja, recimo vem, da srce popravljaš poleti, pa tak naprej. Katere zadeve, katere težave so zdaj najlažje ali pa hitreje mogoče rešljive, glede na to, kako vreme imamo, po kakšnem cajtu smo? 2月份最好解决的问题是哪一些？最好2月份最好，我们就是去调它的肝嘛，不管是用药物、茶叶，或者是针灸、按摩、刮痧，我们就是去调它的肝，是对它身体最好的。 Najboljš v februarju je uravnavati sfero vpliva jeter. Pa pravzaprav ne glede na to, a s telovadbo, z akupunkturo, z moksami, z čaji ali pa kakšnimi zeliščnimi formulami. To je ta čas. Ja, ker je glih, kadar se bo, ko bo nastopila ta faza rasti. Malo preden nastopi ali pa takoj na začetku, ko nastopi. Odlično. Najlepša hvala obema in seveda tudi najlepša hvala Martinu, s katerim trenirajo vsi tisti, ki želijo fajn tele sunke seveda zvaditi. In kot smo rekli, torej posebne ugodnosti imajo predvsem tisti, ki telovadijo in hkrati potem hodijo tudi na akupunkturo oziroma nasploh na katerokoli drugo veščino tradicionalne kitajske medicine.